Cep, cep, cep. Evo, danes en prav poseben eksperiment. Pravzaprav, jaz mislim, da kar svetovni rekord. Namreč s tole prenosno baterijo in tem pametnim telefonom Xiaomi 12 Pro bomo poskušali podreti hitrostni rekord v polnjenju pametnega telefona od 0 do 100% na prostem. Tako da, namreč Xiaomi 12 Pro je telefon, ki je zmožen polnjenja 120 W. Jaz sem se pa odločil za test na prostem iz enega zelo preprostega razloga. Namreč tale baterija tukaj omogoča spremljanje vatov, ki jih sprejme naprava. Zato se mi tale ambient zdel kot nalašč idealen za ta test. Tako da pejmo kar k eksperimentu oziroma podiranju svetovnega rekorda. Takole. Tole. Ok, tole bomo prižgali, ker še nismo prižgali in zdaj bomo čisto zares istočasno. Nice, 12, 15, 6. Telefon je bil čisto prazen, tako da se niti ni še nič prižgal. Zdaj zadeva že gre na 27 W, 31 W, 33 W, 44 W. Jaz ne vem, koliko se tole dobro vidi. Bom pokazal. 73 W, 75 W, 79. Ok. Tako. No, zdaj imam pa jaz v bistvu vmes čas par reči povedati. Šest minut 42%, to je kar noro, sploh ne morem verjeti. Zadeva se še vedno polne okoli 75-80 W. Ja, čisto noro. Mogoče v tem trenutku ene par besed o tehnologijah. Če se spomnite, še par let nazaj je veljalo, da smo telefone polnili s 5 W in zato rabili približno 3 ure. Teh cajtov se sigurno zelo dobro spomnite. In potem so začeli proizvajalci tekmovati. In kar enkrat smo imeli 15-vatne čaržerje, pa 25, pa 45, pa 65 vatne. In zdaj leta 2022 lahko telefone polnimo 120 W, kar pomeni, da prazen telefon spravimo v življenje, v bistvu v 20 minutah. Videli bomo, koliko bomo mi danes porabili. Kaj se dogaja? Malo se menja kemija baterij, malo se menja tudi znanje tega, kako zadeve ohlajati, torej kako so sestavljeni telefoni, da se ta toplota pri polnjenju na prav način odvaja in se telefoni ne pregrevajo tako zelo veliko. Nekaj je tudi na polnilnikih pametnih telefonov, ki prevzamejo nase neki te toplote, tako da kup enih kombinacij, pa še določeni triki. Xiaomi je bil zelo pragmatičen, je rekel, bomo imeli mičkan manjšo baterijo, ampak bomo imeli dve, in te dve bomo vsako 60 W polnili, kar pomeni, da se bo ta 4600 mAh baterija napolnila preko v 20 minutah. Mi bomo videli, koliko se napolne, ker zdaj smo že pri številki. Jaz to skozi prižigam, ker meni je to tako dobro. Mi smo zdaj pri 52% v 8 minutah, tako da se mi zdi, da ta svetovni rekord pod 20 minutami, sploh pa na prostem, bo vsekakor danes podrt. Tako da ja, dve bateriji, in ker sta dve bateriji in se po 60 W polnata, torej to je tista maksimalna številka, ki jo v določenem piku doseže. Namreč baterije se vedno tako polne, ko so prazne, ali pa na začetku se polnijo zelo hitro, potem se pa vedno počasneje. Zelo podobna zgodba je pri električnih avtomobilih. Tudi električni avtomobili se na začetku hitro polne, potem pa vedno manj, tudi zaradi toplote in toplotnih učinkov, zato se ne poškoduje baterija. In zelo podobna zgodba je tudi pri pametnih telefonih, torej najprej dosežemo teh 120 W, pol pa nekako se zadeva začne, kako bi temu rekel, umirjati, in nekako se manjša. Tudi zato, drugače bi v teoriji lahko to baterijo tega telefona napolnili tam v 12-13 minutah, ampak je pač ne, zato ker je to polnjenje dinamično. A škoduje to telefonu? Ne škoduje telefonu, zato ker so proizvajalci postavili en standard, namreč rekli so približno 800 pametnih telefonov
zagotavljamo, ne? In približno 2 leti, po 2 letih naj bi kapaciteta teh baterij znašala še vedno 80% prvotne baterije. To je nek, bom rekel, nenapisan standard, ki se ga držijo vsi proizvajalci, in ker vejo, da so uporabniki tečni, če baterije niso dobre, to res dobro preizkusijo, preden udejanjajo v praksi. In Xiaomi 12 Pro je ta trenutek telefon, ki ga lahko kupite tudi na slovenskem trgu in omogoča to, da če zjutraj telefon pozabite, pač ga napolniti, ga lahko zelo hitro, zelo dobro napolnite, torej 15-20 minut pa je telefon na 100% science fiction. Pojdimo pogledati, kaj se dogaja. Tako, je pa tukaj en, bom rekel, slabšalen razlog, ne, zunaj vidite sonce, ne, telefon je na soncu, tako da se v bistvu segreva, tako da jaz mislim, da ta rezultat polnjenja, glede na to, da se baterija pač segreva že sama po sebi, ker je telefon na soncu, ne bo optimalen. Dosti bolj bi bilo optimalen, če bi bila v bistvu tukaj temperatura nižja, oziroma če ne bi bil telefon obsevan s strani sonca. Ampak dajmo reči, da so to eni taki real pogoji, ne. Včasih je treba eksperiment dati v res tisti prav prostor, ne. Še 4%. Še 4% smo pa pri 18 minutah pa 30 sekundah. Bomo videli, če bo tole po 20. Še vedno 99%. 99%. A bo 100%? 20 minut pa 4 sekunde. Počakajmo malo, 20 sekund, 20 minut pa 10 sekund, 20 minut pa 20 minut pa 16 sekund. Evo ti, 20 sekund pa mislim, da 18. 100% charge telefona. Jaz tole tudi prižgal, zato da bomo videli točno, za kaj se gre. No. Dragi, prižgi se, da se prižge. Tudi zato, da bomo malo tukaj tole počekirali. Noro. Ja, tole je pa noro, no. Tole je time, ki smo ga uspeli predelati. Porabili praktično nič tele baterije, nismo, tole tudi dober znak. No, zdaj se pa telefon prižiga. Sekunda. Tako, zelo zanimivo, dajmo temu tako reči. Evo, tukaj v kotu bomo videli 100%, zdaj pa mogoče še pogledamo malo tele reči, a ne, ki jih lahko pogledamo. Takolele baterija, 100% napolnjena. Tukaj se tudi vidi zelo dobro tale krivulja, kako hitro se je telefon napolnil, a ne. Tako da ja. Tako, jaz moram reči, da sem v bistvu ful navdušen, da nam je ratal tole v 20 minutah pa 16 sekundah. To pomeni, da smo nekako zagotovili, da lahko telefon v 20 minutah obudite v življenje, torej od 0 do 100%, kar pač dokazuje to tezo, ki jo Xiaomi v bistvu predstavlja, da gre za enega najhitreje, oziroma vsekakor v tem trenutku enega zelo redkih telefonov na svetu. Mislim, da je še eden z podobnimi performansi drugega proizvajalca, ampak Xiaomi je tukaj res naredil skok naprej. Zvečer vam nič ne bo treba razmišljati, da sem priklopil telefon ali ne, ker ga boste lahko priklopili zjutraj, preden se boste šli zobe umiti in kavo, spili boste imeli 100% napolnjen telefon. Tako da, to je to za danes. Če imate kak komentar glede zdravja baterij, pa to, dajte spodaj zapisati, jaz absolutno ne vem vsega. Vem samo to, kar sem se z ljudmi pogovarjal, pa kar sem prebral napisanega. Tako da, dajte še kaj spodaj napisati, pa se vidimo naslednjič. Teh hitrih testov, eksperimentov bo kar nekaj v naslednjem letu. Tako da ja, se vidimo. Čau!